Fantasy. Radio Fantasy. RK Gorenje Velenje. Dobro jutro. Dobro jutro. Lej, fantje so pa že še eno uro kasneje so prišli, pa so že malo bolj prsap. Punce so bile bolj Zaspane. zalepljene. Ja. Tilen Sokolič in Matic Verdinek, pozdravljena. Tilen, malo bliže prid mikrofonov, sam to. Sej tudi ti Matic Lafriješ, ali pa ti ga bomo tja porinili. Tako, bravo! Se veš, kaj ti to govoril, znajdi se, ne. Ja, zdaj, rokomet, jutri ste spet evropski. Tako, jutri igramo proti Našicam, vas vse lepo vabimo. Tekma je. Ja, tekma je, 6:45. Tako, 18:45. Ja, še ena od dveh domačih tekem. Nadejamo se, da ne bosta edini dve, ampak ja, mislim, da bo to en lep spektakel tako za gledalce, tako kot za nas in vsi ste vljudno vabljeni. Zdaj, Tilen, ti si drugače iz Kopra, vsaj čuje se tako po naglasu, da si z Primorske, si mislil, kaj sonca privleč do sem ali ne? Težko, tudi dolgo ni bilo, dosti čez vikend, tako da žal. A si bil na Obali? Ja. Ko greš domov, pade paštica v te stvari? Ma to že tukaj, ne? Že tukaj z tega ne gre. Ne. Če že nisem tam, si nekaj malega pripeljem gor. Sem, veš kaj, paštica, to so ogljikovi hidrati, ti moraš ja vzdrževati svojo formo in vse, ne smeš glih zdaj preveč ogljikovih hidratov, jaz ne vem, zdaj kak trener rekel, veš, ko poslušal, no ti. Ne, mi dovolj treniramo, da se to še ne pozna, tako da ogljikove hidrate pa rabimo, da lahko treniramo, tako da se vse nekako poklopi. In tudi pretekmo. Tudi pretekmo, ja. Koliko prej pa lahko jeste, oziroma koliko prej ne smete več? Ura pa pol, ali gre za Ne, mislim, da je vsak navajen svoje rutine. Dobro sem, če imaš tekmo 18:45, pomeni... Da v 5 na pico ni fajn iti, ne? Ne, to takrat že malo zmanjkuje časa, ja, drugače. Se mogoče bi pasala, ampak kdo bi tekel pol, ne? Ja, pa bi bilo eno za oddremat, ne? Time out. Ja, 5 minut mi daj. Verdinek? Ja, ne gledam malo, Matica gledam, ko nič ne govori, ne? Ja, če on vedko. Najprej smo predstavili zdaj Tilena, zdaj pa še Verdinek. Verdinek, kje si? Od kje? Celja. Bravo, kje si začel svoje prve korake? V Celju. Bravo, vidiš se, nekaj smo te naučili. Ja. Zdaj, koliko časa si pa že v Velenju? Mislim, da 7 let. Nisi čist prepričan, ne? Nisem prepričan. Tu nek, to je zdaj unih pravličnih 7. A veš, 7 pravi tudi, da v razmerju je neka taka prelomna številka, ne? Ali greš naprej, ali greš pa vsak svojo pot. Kak pa boš z Velenjem naredil? To bomo še videli. No. Nisi rado dosti. Bom vprašal, koliko vama pa diši tujina? V primeru, da se zgodi, ne zdaj, da delamo neke račune brez kačmarja, ampak ali je, če pride ponudba, sta oba pripravljena iti v tujino? Dobro, res smo starejši, tako da verjetno ne. Za te mlajše pa verjetno bi vsak. Dobro, zdaj čakaj, koliko si starejši, a veš pa, koliko je to? Ne smeš preveč povedati zdaj. Ne, mislim, da jaz ne bomo izdala, ne? V kjer rank jaz spadam, a veš, da sem že Ok, za ženske se naj ne bi govorilo, za nas dece je pa tak vseeno. Mi se staramo kot vino, ne? Ja, Starejši boljši, ja. Tako je, veš. Drugače številke na dresu, na novem dresu, to moramo povedati, da Velenčani imajo pa ne nove drese. Ste pogledali video? Seveda, mi smo bili tudi na predstavitvi novih dresov. Se pravi, številka 25-24. 24, ja. Aha, ta mlajši ima ta malo številko. Ta lepša, no. Ta lepša, ja. To bi se še lahko govarjal. V redu, zdaj, kakve barve dres boste nosili jutri? No, ajde, verdi. Moder. Modri boste. Na evropskih tekmah. Na evropskih imamo modre. A tak je drugače rumeno, na evropskih pa modra? Ja, na tekmah državnega prvenstva imamo klubske barve, torej rumeno-črna. Na tekmah evropskih tekmovanj pa barve glavnega sponzorja oziroma njihovega Simply Fans oddelka. Zanimivo. Torej, jutri Ose, ne, proti Negseju iz Našic. Oni so Hrvati? Oni so Hrvati? Ja, Slavonci. Je bilo, ker gre. Slavonija, tam Osijek, Slavonski Brod, tu vmes. A veš, da vemo, kaj pričakovati, ker tudi neke dogajanja bomo mi imeli pred tekmo. Tako da, a veš, moramo pa tudi znati malo animirati tudi njihove navijače.
Da Čeprav ne pričaš preveč, hrvatski. bog ne daj. Ne preveč, ampak se veš. Ja, Da okej, bojo ne. pa navijali vse Samo za te naše. sporazum. Ja, no, to je pa tako ali tako. Vsi za modre, ne? Ja, vse imajo tudi par bivših Velenjčanov. Okay. Rokometni smo v tem drugem delu našega jutra na Radio Fantasy in RK Celje, oziroma RK, čakaj navezujem, RK Gorenje Velenje in ko sem hotel povedati iz Celja, je tudi prišel naš Matic Verdinek. To je napeljevanje na temo, kajti tudi ti, Tilen Sokolič, boste zdaj malo razmisla, jutri igrate proti Nexeju, ne? In Nexe je ostal brez trenerja. In vsi vemo, kdo je trener. Da je bil trener, Nexe, vsi vemo, domačin, ki je vodil tako Velenje kot Celje, Branč. Ja. Branko tam je še. šel. In zdaj on je na nek način, a veš, fajn bi mu bilo igrati jutri z Nexem proti svojemu klubu, zdaj bo pa pač na klopi. Kaj menite o tem, ker so v takem ključnem trenutku ostali brez glavnega moža? Ja, ne vem, mislim, da je bil mali šok za vse. Mislim, mi smo to zvedli včeraj. Po moje tudi igralci Nexeja in tudi Branko. Mislim, da se je res veselil te tekme, vedno se veseli, da se vrne v domačo dvorano. Ampak ja, tokrat bo na tekmi v drugačni vlogi, mogoče rezultatsko neobremenjen in bo pa... Mogoče bo pa za vas navijal. A upamo, veš? Ja, menim, da bo, ne, zdaj. Mislim. Se pravi, tukaj je bila spet v zadnji neka kuhna, ko so skuhali pred eno tako Čist na dobro vrhu tekmo. gor je mogli biti, ker pravi, da ne ve, od kje bi, ne? Da ekipa ga je podpirala, da je prišla kot strela z jasnega ta informacija. Ja, to bo pa on pravi naslov. Bo verjetno. Ja, Ja, se verjetno pravi, več to povedal. mora biti neka kuhna, veš, tako je pri Euroviziji kuhna, pa zdaj še pri tem Ko si športnem. rekla kuhna, veš, kaj je rekel v zaključek? Da Kaj? se veseli, da gre domov na govejo župo. No, sem pa vedela, da je bila No, vidiš. kuhna. Zdaj, novi dresi so, jutri tekma. Kaj boste povedali svojim navijačem, s čim jih boste prepričali, da pridajo jutri na tekmo vas podbojati? No, dej, Matic, ti še nekaj povej. Čakaj, a mu lahko Jo. No, dej, o teh stolih. Ja, dobili smo tudi nove tribune za 750 gledalcev, tako da upam, da se bo rdeča dvorana napolnila, tako da vse vabim v največjem številu, tako da mi bomo dali pa vse od sebe na igrišču in upajmo na zmago. No, evo, fantje bodo dali vse od sebe na igrišču, mi bomo dali pa vse od sebe izven igrišča pred samo V tekmo. fanconi, ne? Tako, kjer se bomo seveda tudi ogrevali, kaj tudi kako nagradno igro speljali spet. Malo se bomo naučili navijati, ne, sploh našo himno. Kakšen je slogan vaš, os? Ni življenja brez velja. To pa? Črno-rumeno kot eno. Bravo. Ampak to zdaj tako ste povedali, to morate karakterno zadreti. To je za navijače bolj. To je za Ja, nas. ja, vem, sam sen. Morate vi tudi vedeti, ne. Zdaj, novi dresi, a so vam ful všeč, ali so bili prejšnji boljši? Mislim, da smo, vsaj jaz osebno sem zelo zadovoljen z izgledom novih dresov, tako kot tudi večina ekipe, če ne kar vsi. Kako se pa pri navijačih to obnese, oziroma kako so jih sprejeli, bomo pa videli, koliko jih bo prišlo na tekmo. Ne? Ja, tako da v čim večjem številu, prosim, jutri. Da se pa ti tudi kupiti, ne, kot navijač lahko dobiš ta nov model, ne? V bistvu v tem tednu bo šla ven akcija dobrodelna, ker si boš lahko kupil dres in bil zraven tudi dobrodelen. Tako da. Mislim, v redu, Vse. ose, lej. Zdaj, če rečemo, kak je slogan Gorenja malo bolj atraktivno? Črno-rumeno kot eno. Bravo, Matic, končno. Veš, Matic je džomba, to moramo povedati, ne? A veš, ker je že, si rekel, malo starejša Senior. generacija. Senior, ampak le, malo pa moraš migniti. Malo več časa porabi, da zažene motorje. Da zakurbla, ne? Ok, hvala obema, torej Tilen Sokolič in Matic Verdinek jutri lepo špilite proti Nexeju in upamo na zmago in seveda vas podpiramo. Najlepša hvala, pa se vidimo jutri. Ne? Jo, majte se, Čau. hvala, čau, adios. Radio Fantasy. Radio Fantasy.